Pejmo na beladono. Tipično, kakšna vročina je, vemo, smo že rekli, visoka in nihajoča, se razvije kako hitro ali počasi, kar je tipično beladona. Kdo bo rekel, se hitro razvije? Zakonito smo rekli hitro, A se tudi beladona zelo hitro razvije? Se, ja, običajno se. In niha, ima suho kožo, brez žeje, brez potenja, smo povedali, vroča glava, rdeč obraz, se pravi, in kakšne okončine, predvsem stopala, gledamo, mrzle. Tako je. Velikokrat je malo zmede, ali to gledamo, ko narašča vročina ali ko je že vročina prisotna. Načeloma, ko narašča vročina, je veliko večina ljudi ima takrat mrzle, hladne noge, ker imamo vazokonstrikcijo, zato da se zgreje. Ampak potem, ko se enkrat vzpostavi, razvija, a veste, beladona, klinična slika se razvija v uri ali pa dveh. Vročina naraste iz normalne na 40, v uri ali dveh. In potem, ko neha naraščati vročina, ima beladona še vedno mrzle noge, medtem ko pri akonitumu takrat v tej fazi že zagotovo imamo vroče. Prav? To je taka razlika, da nas ne bo medlo. Ko se razvije polna vročina, je pri beladoni še vedno mrzla noga. Ja? Dobro. Mentalno-emocionalno imamo, kaj je esenca beladone. Če imamo visoko vročino, ponavadi kongestija udari v možgane in se začnejo stvari tam malo podirati, skegljati. Agresija, tako je. In boste videli, kamomila, imamo podobno situacijo, ampak agresija je bolj značilna za beladono. Pri beladoni imamo bolj izrazito agresivno klinično sliko kot pri kamomili. Čuti se tudi pogosto izostrijo. To so otroci, ki slišijo nekaj, kar mi ne slišimo, ker tam v sosednji sobi nekaj voda kaplja. Tako, veliko je tega in jih potem seveda vse sorte motijo, zvoki, svetloba motijo, vonjave, vse tako, ker so izostreni čuti. Ti možgani so v neki posebni situaciji. In otroci so seveda posebna sorta in podobno lahko zahtevajo, da jih nosimo, ker jim ni nič prav, podobno kot kamomila. Bomo videli potem še tele majhne razlike med tema dvema zdraviloma, ki pa jih velja zdiferencirati. Lokalno prizadeti del je kakšen? Kakšne barve? Bom tako vprašal. Če imamo bobnič, če ga bi pogledali z otoskopom, kakšne barve bi bil pri beladoni, pa uhal je ponavadi tudi tak. Rdeč, živo rdeč. Ni plavkasto rdeč, pa ni puhasto rdeč, ampak živo rdeč, tako kot kri. Ja? Pogosto je stvar bolj na desni strani. Če imamo desne stranske otitise, ki nastanejo hitro z visoko vročino, takoj pomislimo na beladono. Ja? Kakšna pa je ta bolečina? Piše v oklepaju skupaj s srčnim pulzom, že to nam ve. Točno, Emilija ve, bravo Emilija, je kljuvajoča oziroma utripajoča. Utripa, dostikrat je tako, a veste, tu je cirkulacija je vzdražena in tukaj, kot bi srce pumpal noter, nabija kri v tisto del, kjer je žitek preveč in to boli. Ne? In vse sorte, tudi te bolečine imajo ženski princip. Ne? Niso konstantne, skozi boli. Ampak pride bolečina, pa pol malo se potuhne, pa gre malo nazaj, pa potem zopet nastopi in običajno nastopi hitro. To je tipično za beladono, nastopi hitro, tisti paroksizem bolečine, potem pa lahko tudi kar naenkrat odreže, pa je ni več, ali pa postopno, ampak potem spet nastopi hitro. Tako, obe varianti sta izvenevanja bolečine, hitra in počasna, ampak običajno pa tisti, ki pride gor, pa kar naenkrat začne boleti. Na redu, modalitete, super stvar, ki je pomembna. Poglejte, po noči nimamo kakšne posebne ure za beladono. Je kar cela noč problem, bolj kot pa čez dan. In pa 1 ura je ob 3 popoldne. Sklanjanje smo imeli že prej pri akonitumu. Več kongestije, več
krvi pride na tisto delo, tako da prizadet del na sklon navzdol, sklanjanje, vse, kar več krvi prinese tja noter, kjer je vnetje in bolečina, vse skupaj poslabša. In seveda, to smo že rekli, svetloba, zvoki. Načeloma jim ne paše kaj dosti migati. To so beladona, kar ležijo pri miru. Sicer se lahko malo premetavajo po posli, ampak so bolj pri miru, podobno kot brionija, se spomnite. Toplota, seveda pregreti so, vroče jim je, in jim seveda ne dene dobro, da jih nekaj še dodatno greje. Razen na ušesa, ki je podobno kot pri kamomili, kakšni obkladki morajo iti na ušesa. Ali so to topli ali hladni? Kaj mislite? Špela prav hladni, Slavko prav topli. To sta dve izjemici. Pri obeh zdravilih zelo zanimivi pa značilni, ampak taki sta. Obkladki na ušesa morajo biti topli. Pri beladoni še bolj značilno je pa to za kamomilo. Ja? Tako da pri beladoni toplo paše. Vse povsod toplo ne paše, poslabšuje stanje, če se telo še bolj pregreva in ni fajn, ampak lokalno na ušesa jim pašejo topli obkladki. In zelo, zelo podobno je pri kamomili. Se bomo potem še o tem natančneje pogovorili. Tako da, beladona bolj topli. Ni pa to neki ključni simptom, in imate beladona scene, ko jim paše hladno, sigurno, ampak toplo je bolj značilno. Za kamomilo je pa precej ključen simptom, da paše toplo. Tako da tisti pa nujno mora skorbiti. Če paše hladno, ne bo kamomila. Dobro, tukaj imamo tale slajd, da še kdo dopolni, kar je še pozabil ali pa ni natančno napisal prej.